Danes smo v občini Brežice izjemno veseli, da smo podpisali izjemno pomembno pogodbo. Gre za obnovo našega vodovodnega stolpa, kateri je tudi simbol občine Brežice. Praktično gre za popolno prenovo stolpa, ki je visok 46 metrov, na vrhu bo razgledna ploščad, v katerem bo tudi lift, ki bo namenjen tako za obiskovalce, invalide in pa tudi kot požarni lift. Vrednost investicije je 1.580.000 evrov. Izvajalec je SL Engineering, ki naj bi ta stolp uredil nekje do drugega leta. Poleg tega pa bo noter več nadstropij, v katerih bo možno tudi predstaviti praktično celo našo znamenitost občine Brežice in pa Posavja. Do maja je potrebno urediti predvsem gradbena dela in pa statično sanacijo, potem pa seveda treba še urediti tudi atrij, ki smo ga nakupili v sosednji stavbi in pa seveda vso okolico. Predvidevamo pa nekje, da bi do konca drugega leta lahko ta stolp sprejel tudi obiskovalce. Kaj pa samo vsebino stolpa, imate tudi verjetno vse določeno, Vsebina je več ali manj, kot je bilo že povedala, nekje določena. Prve 3 oziroma 4 nadstropja naj bi bilo predvsem predstavitev, tako kulturne in pa ostale dediščine, kar se tiče občine Brežice, na vrhu pa razgledna ploščad in pa seveda bojo se pa še določene stvari lahko sproti nekako dopolnjevale, kajti opremljeno bo z CD zasloni, katerim boš lahko sproti dopolnjeval določene vsebine in pa programe, tako da verjamem, da bo tudi ta stolp narejen kot ena bolj moderna zgradba, v kateri bojo lahko se nenehno dopolnjevala. Še enkrat pa poudarjam, da zraven smo odkupili tudi zaščiteno sosednjo stavbo, katero želimo prenoviti kot paviljon, kajti ta stolp ima relativno malo površino, zato je potrebno še zagotoviti dodatne prostore, tako da bodo lahko obiskovalci sprejeli vsaj 1 do 2 avtobusa naenkrat. V tem trenutku gre za financiranje popolnoma iz proračuna, kolikor se bi pa v tem času pojavil še kakšen razpis, na katerega bomo pa lahko se prijavili, bomo pa seveda z veseljem iskali še dodatne možnosti financiranja. Pomembno pri tem pa seveda je, da smo uspeli pred 2 leti razrešiti predvsem lastniška razmerja z najemnikom, za katerega je bila pred 98 leta sklenjena pogodba celo za 50 let. Mi smo na koncu se dogovorili, da se ta najemna pogodba prekine oziroma in pa sporazumno, da se vrne tisti neporačunan del v višini, ki je bil neporačunan. Prav tako pa seveda je bilo pomembno, da smo uspeli tudi od soseda še odkupiti tudi eno hišo, ki je prav tako spomeniško zaščitena. Seveda je bilo pa potrebno potem izdelati še predvsem, kar se tiče statične moči samega stolpa. Tako smo ugotovili, da tudi stolp problematičen potresno, zato ga bomo sedaj tudi potresno uredili. Tako da bo s tem tudi, verjamem, zavarovan za naslednji 100 let. Zunanji izgled stolpa ostaja takšen, kot je? Ja, gledajte, to je vse usklajeno z spomeniškim varstvom, ostaja takšen, kot je, tako je, ko je povedala. Celo določene prejšnje tiste tende se odstranjajo, tako da ostane, zgolj pa bojo bile postavljena predvsem razna korita z zelenjem, kajti želimo, da bi bilo bolj sonaravno pet, kot je v tem trenutku, tako da več ali manj ostane isto, razen pred hodom bo postavljena ena manjša takšna steklena zaščita, tako da ne bo praktično dež prišel direkt v vrata. Vidite tudi kakšne možnosti za sofinanciranje? Ja, gledajte, zdaj se odpirajo določene možnosti, predvsem bomo videli, kaj se bo zgodilo z tem skladom za okrevanje, kolikor bi tam prišli. Definitivno pa moram povedati, da smo v občini zagotovili sredstva, da če ne bomo dobili nobenih virov, zaenkrat imamo finančno konstrukcijo, tako da jo bomo sfinancirali z lastnih virov, kajti treba povedati, da mi imamo veliko projektov, pa če dobimo na drugih projektih sofinancerska sredstva, nam potem lastna sredstva ostanejo. Zato se pa kaže na to, da bomo uspeli pridobiti dodatna sofinancerska sredstva na vrtcih, kajti letos je vlada zagotovila več sredstev za vrtce in seveda tista sredstva, ki smo imeli lastna predvideno tam, jih bomo lahko preusmerili sem. Prav tako tudi z drugih projektov, tako da
Ne glede na to, ključno je, da se naredi, zdaj z katerih virov je pa to čisto stvar proračuna.